Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Don Bosco Center Maribor želi biti dom za vse generacije in prostor upanja, prijateljstva ter ljubezni. Naša gosta sta Marko Košnik, ravnatelj Salezijanske skupnosti Maribor, župnik župnije Maribora Sveti Janez Bosko in direktor zavoda Andreja Majcna, ter Andrej Knez, župljan in član župnijsko-pastoralnega sveta. V župniji sodeluje od samega začetka leta 1986. Janez Bosko je že kot otrok spoznal, da mladi potrebujejo ljudi, ki jih lahko obvarujejo slabega. Kdo so torej Salezijanci in kako daleč nazaj siga zgodba, ki širi Don Boskovo sporočilo, da brez ljubezni za mlade pravzaprav ni mogoče storiti nič dobrega? Marko Košnik. Tako ta zgodba sega v čase industrijske revolucije, če tako rečemo, ko se mnoga evropska mesta začnejo zelo hitro razvijati in s tem raste tudi ta socialni vidik, socialna problematika, in to je ta kontekst, ki ga moramo razumeti. Tako je bilo tudi v Torinu, kjer se je dejansko rodila Salezijanska družba, se pravi njen ustanovitelj je sveti Janez Bosko, Don Bosko ga kličemo, krajše, ki se pa rodil v majhni vasici Beki, oddaljenih, če rečemo, od Torina kakih 30 kilometrov. Tam blizu je še Castelnovo, ki je bilo tudi eno večje naselje, in Chieri. In skozi Castelnovo, Chieri, Torino je prišel potem ta otrok do tega razvoja. V otroštvu pri 9 letih Don Boska zaznamujejo, če tako rečemo, sanjska videnja oziroma sanje. In lansko leto točno smo praznovali 150-letnico teh sanj pri 9 letih, kar je zanimivo, da praznujemo neke sanje, ne? In da še verjamemo v sanje. Ne? Ampak dejansko so bile to preroške sanje, v katerih se je on znašel, če tako rečemo, med pretepaškimi vrstniki, ki so se med sabo pretepali, in jih je začel miriti silo, strogostjo, se pravi, da bi jih pomiril. In takrat vidi in se mu prikaže častitljivi mož, ki ga pa pokliče po imenu in mu naroči nekako takole: te svoje prijatelje si boš moral pridobiti s krotkostjo in ljubeznivostjo, torej ne s pretepanjem. In še to pravi: takoj jim prični govoriti o grdobiji greha in o dragocenosti kreposti. No, in poleg tega on plane v jok, ker ni razumel, se pravi v sanjah se vidi sebe popolnoma nemočnega, in mu pokaže na ženo. V istem času, ta hip, se prikaže tudi veličastna žena, kakor sonce lepa, ki mu pravi: vidiš, to pa je tvoje področje delovanja, in mu pokaže odprto polje mladih. Postati boš moral ponižen, močan, krepak, pogumen. In kar boš videl, da se bo v hipu zgodilo, ker je videl polje z živalmi, ki so se med seboj grizle, to boš moral storiti s svojimi sinovi. In tako pravi, obrnil sem se in gledal, in namesto podivjanih živali so se prikazali krotki jagenjčki. To je lahko ta podoba, vizija, če rečemo, te vzgoje, ne, ki se lahko zdaj predstavljamo. Sam takrat gotovo ni razumel, vendar je v njem začela rasti ta želja po nekem poslanstvu, ki ga pa tudi ni razumel. Kako priti sedaj iz te revščine, ker je imel veliko ovir na poti, se pravi želja, da bi postal duhovnik, revščina, nerazumevanje, slabi pogoji, nasprotovanja, ampak je imel, če rečemo tak piemontski značaj, trdno voljo, trmo, in je bil neverjetno nadarjen. Se pravi, v nekaj stvarih genij. In iz tega se je počasi razvil, začel je zbirati svoje vrstnike, organizirati okrog sebe, če rečemo, preproste igre, mlade spodbujati oziroma vrstnike spodbujati k dobremu in jim na koncu povedati tudi kakšen lep nauk. Zakaj vse to, a ne? Kot dijak v bližnjem mestecu Chieriju, ki sem ga v začetku omenil, je ustanovil potem družbo veselja,
Se pravi, njegov moto je bil biti vesel. Se pravi, veselje, ljubeznivost tudi v duhovnosti. In to je videl, da privlači. Privlači njega, privlači njegove vrstnike. In tako je 1841 kot mlad duhovnik, takrat je bil posvečen, prišel v mesto Turin z vsemi stvarmi, ki so se tam dogajale. In zaradi nejasnosti, kako naprej, ker je v sebi čutil, da ne more končati kot klasični duhovnik, so ga povabili in je šel v, če rečemo, nek vzgojni konvikt, 3-letno izpopolnjevanje, ki ga pa je vodil Jožef Kafaso, njegov duhovni voditelj. In on je poleg tistih učenja, ki so tam imeli, uvajal prakso in ga poslal v zapore. V turinski zapor generala, ki je bil takrat res kraj izredne revščine. Don Bosco je to videl, se pravi takrat kot mlad duhovnik, in se je srečal z neverjetno bedo mladih. In seveda, takrat v njem ta njegova intuicija je bil prepričan, da bi mladi, se pravi, ki so končali v zaporu, če bi imeli dobrega prijatelja in vzgojitelja, se izboljšali, postali dobri. Se pravi, se ne bi več vrnili nazaj. In to ga je vodilo, se pravi, njim moram postati prijatelj in jih rešiti iz te bede. Potem je začel zbirati te dečke po ulici, jih poučevati, se z njimi ukvarjati. Vedno je bilo pa v njem iskati seme dobrega. Tudi če rečemo, takrat so imeli vse take delikvente za pokvarjene že od rojstva in za nepoboljšljive. On pa pravi, ne vsakem je seme dobrega. Tako se je pridobil potem njihovo zaupanje. In to je tisto, na katerem je gradil. Njegov cilj pa je bil vzgojiti poštene državljane in dobre kristjane. Izčrpal se je v tej svoji ideji, zato mu je potem po zdravstvenih težavah v oratorij prišla pomagati tudi njegova mama, ki je prosil, da pride iz Kjerija. In razumel je še nekaj, da ti njegovi fanti, ki jih je začel zbirati, potrebujejo tudi mamo, se pravi družino, duh družine, okolje domačnosti. Janez Bosko je torej za mlade želel poskrbeti celostno, upošteval je njihovo telesno, čustveno, intelektualno, socialno, moralno in duhovno razsežnost. O začetkih salezijancev pove. Začel je ta svoj prvi oratorij 8. decembra 1844, ko je srečal Jerneja Garelija in z njim vzpostavil prvi stik. In ta fant je pripeljal še dodatno skupino fantov in v bistvu je bilo to zametek tistih prvih idej, kako z mladimi delati. In potem so se selili iz enega kraja v drugi kraj, ker jih nikjer niso sprejeli, seveda on jih je učil, so se igrali, je bilo veliko trušča, jih niso nikjer marali in tako naprej so potovali, dokler niso potem 1846 našli to previdnostno mesto, ki se reče Valdoko. Malo obrobje Turina, tam majhna lopa in okrog je začel kupovati teren. In to je v bistvu srce salezijanske družbe, kjer se je rodila salezijanska družba. Se pravi, in tam pride tudi njegova mama. No, iz teh fantov, ki jih je vzgajal, se je 1854 rodila prva družba, družbica, če tako rečemo, ki so naredili prvo obljubo, ki je bila obljuba ljubezni do mladih, da bomo delali z mladimi in jih vzgajali. To je bilo vse. Neka zaveza, zelo splošna. Potem pa 1859, ko okrog sebe zbere tiste fante, ki jih je v bistvu vzgajal že vseh teh 10 let, in so z njim ustanovili prvo družbo. To so bili stari od 18 do 24 let. In so naredili zametek te čudovite družbe, za katero je potem Don Bosco pisal v Rim, imel ogromno težav tudi na lokalni ravni cerkve, kakorkoli, in 1872 so bile potrjene prve konstitucije in s tem uradno priznana tudi družba. No, tako. Potem, ko je Don Bosco umrl 1888, je bilo že teh članov salezijancev čez 760. Pomeni, kakšen boom v 20-30 letih.
Mogoče samo še glede njegove vzgoje. Se pravi, Don Bosco je začel z vzgojnim načinom, ki mu pravimo preventivni sistem, vzgojni sistem, ki ga bogatijo 3 razsežnosti: razum, vera, ljubeznivost, ta trikotnika, ne. In tukaj so tudi potem 4 vzgojni stebri, vzgojni pristopi, ki jih delimo tako: dvorišče, šola, župnija, dom, ki niso zdaj samo stavbe, ampak če rečemo, so razsežnosti, ideje, stebri, a ne. V družini je gostoljubje, se mora nekdo počutiti doma. V šoli so procesi, ki človeku pomagajo k rasti. V župniji seveda pomeni ta transcendenca, se pravi smisel, ljubezen do Boga in vse te stvari. Tako. Vzgoja torej je umetnost in pot svetosti, v to mi verjamemo, zato je prava vzgoja vedno tudi transcendentalna, se pravi presežna. In za nas je vzgoja hkrati tudi evangelizacija in evangelizacija hkrati pot vzgoje. Tako Salezijanci smo sedaj ena najmočnejših družb v katoliški cerkvi, čez 15.000 članov po vsem svetu, se pravi smo v 132 državah sveta, na vseh kontinentih, preko 2,5 milijona mladih je vključenih v naše ustanove, se pravi predvsem so to vzgojne ustanove, niso samo župnije, župnije so tudi, ampak večinoma obrtne šole, poklicne šole, tudi gimnazije, nenazadnje univerze, ogromno se ukvarjamo s tiskom, komunikacijo, misijoni, tako da tega je ogromno, no. Tako številni vplivni ljudje so šli skozi tudi naše vzgojne ustanove. Cerkev svetega Janeza Boska po 10 letih marsikomu predstavlja srce skupnosti. Kakšna je bila pot teh 10 let? Graditev in posvetitev cerkve nista bila brez izzivov, pojasnita sogovornika. Vsekakor ne, kot je Marko prej dejal, da je eden od stebrov vsekakor tudi župnija in župnija ima tisto glavno stavbo, ki se ji reče cerkev, do te je bila kar trnova pot v Mariboru. Župnija je bila namreč ustanovljena že leta 1986, 30. novembra, ko je tukaj kot prvi župnik prevzel župnijo Jože Pozderec. Takrat smo nekateri, ki smo še bili otroci v tistih letih, sanjali o mogočni cerkvi, o liku svetega Janeza Boska, ki nam je bil tako živo predstavljen s strani Salezijancev. Ampak vmes smo odrasli, tudi sami dobili otroke in šele takrat se je pojavila ta zgradba, ki pravimo cerkev. Ampak če gremo po vrsti, cerkev z veliko začetnico nas je takrat gnala skupaj. Glavno je bilo, da v župniji se najdejo ljudje, ki jih navdušuje lik Janeza Boska in hkrati Evharistija kot tisto glavno, kar nas v cerkvi druži. Iz tega se potem seveda s pomočjo Salezijancev razvijala ideja, kam umestiti to cerkev. Bilo je mnogo lokacij po Mariboru, ampak zelo trdo politično stanje in mnoge prepreke so nekako iz leta v leto odmikali začetek te gradnje. Naselje v tej okolici Nove vasi, Borove vasi, ki se je v tistih letih širilo, je sicer klicalo po neki duhovni zgradbi, po duhovni oskrbi, tudi množičnost veroukarjev in vseh ostalih programov, ki so se vrstili znotraj župnije, je rastla, presegala vsekakor zmožnosti objekta, ker se pač tisto prvi začetki se odvijali. To je bila, bi lahko rekli, navadna stara hiša, ki je bila predelana v kapelo, v župnijske prostore z učilnicami. Delno so služili tudi kot mladinski center, kot osnovno poslanstvo salezijansko. In porodila se je ideja, da bi območje znotraj naselja namenili gradnji Don Boskovega centra. Že od začetka se je namreč govorilo o tem, da ne bi postavljali zgolj cerkve, ampak celoten kompleks kot
tisto glavni 4 stebre salezijanskega dogajanja. In lokacija nekako ni bila sprejeta, ni bilo nekako strani vodstva občinskega potrjena kot sprejemljiva. Iskali smo naprej, nekako se je porodila ideja, da bi morda sprejeli tudi večji travnik, na katerem bi potem dalje razvijali idejo, kako in kaj. No in ta travnik, kjer danes stoji Don Bosco center v Mariboru, je sprva zaznamoval zelo preprost poštni vagon, ki smo ga postavili na to lokacijo kot prepoznavnost, da je tukaj območje, kjer se bo nekaj začelo dogajati. Salezijanci so začeli seliti svoje aktivnosti na travnik, kakor je začel Don Bosco v svojih začetkih, brez neke ustanove, in zbirati tukaj na poletnih programih sprva otroke, ki so počitnice preživljali v nekem zdravem okolju. Kasneje smo sem predstavili tudi kako župnijsko dogajanje. Sprejete so bila recimo šmarnično branje v mesecu maju, je bila taka priložnost za igro na prostem in hkrati za neko duhovnost. Potem tudi kak župnijski praznik, kjer se je tudi kako bogoslužje odvijalo na prostem. No, in skozi vsa ta leta je nekako dozorela tudi ideja z arhitekti, ki so zasnovali ta Don Bosco center, ki danes stoji tukaj. V središču sicer cerkev posvečena svetemu Janezu Boscu kot prva v Sloveniji, kot smo morda že spregovorili. In pa vse pripadajoče infrastrukture, se pravi od igrišč, ki so zelo pomembne za stik vzpostavljati z mladino in z ostalimi uporabniki in tudi župljani. Potem telovadnica, prostori mladinskega centra in vse ostalo. V glavnem, pot mnogih preprek, ampak kot smo slišali tudi svetnikovo življenje svetega Janeza Boska, je bilo polno preprek, tudi njemu je nasprotovalo tako občinska uprava kot splošna nesprejetost, morda tudi v nekaterih cerkvenih krogih, pa je vztrajal, tudi mi smo vztrajali, uspeli dograditi mladinski center, dograditi cerkev, mnogo prostorov še čaka na svojo vsebino. Veselimo se je, ampak po korakih, kakor je on prišel iz svojega revnega okolja, zgradil mogočno cerkev v Torinu, širil salezijanski krog, tako tudi mi širimo naše dejavnosti. In s tem smo tudi prišli leta 2015 do naše cerkve, do našega svetišča, ki smo ga zelo veseli. Mali Valdoko v Mariboru bi lahko temu rekli. Ja, tako je. Pač govorili ste o izzivih, dejansko izziv je bil v tem mestu zasaditi to drevo. Tukaj na sredini, saj poslušalci ne vidijo, ampak je lipa, neka lipa, ki je bila že takrat na parceli, in zdaj ta lipa tudi krasi to notranjost, nad katero so ljudje sicer navdušeni. Ampak hkrati se pogovarjamo tudi o koreninah, kako je vse to zraslo in kako počasi tudi raste in koliko vztrajnosti je bilo tukaj potrebno. In ljudje, ki so predvsem del tega okolja, vejo, koliko težav je bilo, pa tudi sedaj se kar soočamo, če rečem, s trdo zemljo, tako da mora biti korenine kar močne in globoke. Ja, v tem smislu je izziv še kar naprej velik. Mogoče samo v teh 10 letih, se pravi cerkev, tukaj je bila posvečena 15. novembra 2015, to je bilo ob 200-letnici Don Boscovega rojstva. Takrat smo veliko praznovali po celem svetu in pride takrat tudi naš vrhovni predstojnik iz Rima in je blagoslovil to cerkev. In dejansko, tako kot je rekel Andrej, je to en mali Valdoko, o katerem sem spregovoril prej v začetku, kot en zametek tega Don Boscovega dela tudi tukaj v Mariboru. Izziv ni samo, da smo postavili cerkev, ta center, ampak predvsem, da poskušamo odgovoriti na potrebe tega prostora.
Ne. Se pravi, ne samo neka pastorala, ampak tukaj bogatiti ta prostor. In v 10 letih, odkar je cerkev, seveda se oblikuje lažje občestvo, tudi odkar je ta struktura, se kaže nek napredek. Mogoče kot en majhen bombonček še k temu v zvezi z gradnjo. Temeljni kamen za cerkev svetega Janeza Boska v Mariboru je blagoslovil zdaj že sveti papež Janez Pavel II. Ob svojem drugem obisku v Mariboru in je tudi tukaj vzidan v samo stavbo, tako da tisti, ki si pridejo pobližje, lahko pogledati naš objekt, ga bodo tudi lahko videli. Župnija Maribor sveti Janez Bosko bo letos praznovala 40 let ustanovitve, izpostavi Andrej Knez. V povezavi z praznovanjem obletnice gradnje cerkve oziroma blagoslovitve naše cerkve praznujemo tudi v letošnjem letu 40 let, odkar je bila ustanovljena župnija svetega Janeza Boska v Mariboru, in tudi to je en tak slavnostni dogodek, ki ga pričakujem v letošnjem letu. Sicer ne gre za visoko obletnico, kot smo jo navajeni pri kakih cerkvah, pri kakih župnijah, nasploh kakih zelo starih župnijah v okolici Maribora, ampak smo zelo ponosni vsi tisti, ki smo od vseh začetkov pri tej župniji aktivno vključeni v življenje, tudi na ta dogodek. Pove tudi, da je že od majhnega del župnije. Človek se na nek način popolnoma drugače odziva na tako okolje, zaradi tega, ker se nekako vraste v samo župnijsko občestvo. Sam trenutno sploh ne bivam na območju župnije, še vedno aktivno sodelujem v njej in občutki so, kot da je to tvoj otrok pravzaprav, ampak z neko spoštljivo distanco, z tistim, da bi vedno znova želel, da ta stvar živi, da obrodi sadove, da skozi vse te faze, skozi katere smo šli, skozi vsa ta leta, da ljudje, ki vstopajo v njo, to začutijo, da je to prostor, kjer so sprejeti, kjer je vsakdo dobrodošel in vsakdo poklican k temu, da živi in raste skupaj z župnijo. Župnika Marka Košnika smo vprašali, kako močno je pravzaprav občestvo v Mariboru. Se pravi, ožje občestvo ni tako veliko. Je res, da je v 40 letih se oblikovala neka struktura sodelavcev, ki so zelo zakoreninjeni in ki imajo to pripadnost. Je pa res, da se občestvo širi, ni pa take pripadnosti mogoče kot na deželi, ker je to le mesto. In če rečemo tudi neke veručne skupine, birmanske skupine, tudi ljudje, ki prihajajo k maši, veliko mladih družin in tako naprej, niso na tem teritoriju, ampak prihajajo z različnih koncev, ne? Mogoče zaradi dostopa ali drugih stvari, ki jih pač tukaj potegne. Tako da pač ta pripadnost in samo občestvo se še gradi. Smo pa lahko kakorkoli hvaležni za ta majhna semena, ne. Vemo, da sam Maribor versko, in če gledamo obisk nedeljske maše, ni tako cvetoče mesto, a ne. Kljub vsemu imamo vsaj zadovoljivo lep obisk, a ne, in smo lahko tudi zaradi tega, če rečemo, zadovoljni. Vendar pa, če gledamo številke na tem teritoriju, ne, poleg tega, da imamo še župnijo Radvanje, ki sega vse tja do Pohorja, in Borova vas, Nova vas in vsa ta naselja tukaj okrog, je to območje skoraj 14,000 ljudi. A ne. K nedeljski maši pride okrog 300 ljudi ali 250. A ne. Tako da vidimo, da smo na procentu, ki je ni tako visok, pa kljub vsemu vidim pa, da je želja, je hrepenenje in tisti, ki pridejo z neko zavestjo in tudi neko ljubeznim odnosom in to nas veseli. No, mogoče bi samo še rekel, ko smo že pri tej 10-letnici oziroma ko se je postavila tukaj cerkev, se pravi od 1986, a ne, potem 1998 Vegon, 99 blagoslov temeljnega Kramna, 2013 se je tukaj zasadila prva lopata in se je oblikoval ta center, 2 leti brez cerkve, se pravi samo 1/3 je bilo urejenega, ker je projekt presegal naše zmožnosti in še vedno presega naše finančne zmožnosti. Potem pa 2 leti pozneje, 2015,
cerkev blagoslovljena. In od takrat naprej, če rečemo 10 let, a ne. In letos, ko smo praznovali to 10-letnico, smo res premišljali tudi o sami župniji, o Don Boscovem centru kot takem, saj je vse povezano, ne. Tukaj imamo tudi Salesijanski mladinski center, ne, ki je zelo povezan z župnijo, ki dela z mladimi. Smo premišljali, katere so tiste glavne vodila, glavne besede, kar nas vodijo. In mogoče bi samo na kratko naštel, kot sem že omenil, naše korenine, ne. Pomeni ta lipa pred cerkvijo in korenine svetim Janezom Boskom, ne, z Valdokom. Iz tega rastemo in to zaupamo, da nismo zastonj tukaj, ampak da je to neka božja volja, da je to dom za vse generacije, da želimo povezovati, da je to srce skupnosti, se pravi, kjer res ni samo stena, ampak kjer se dogaja življenje, da je to župnija žive in dejavne vere. Imamo tudi svetost, če rečemo iz teh koncev, Andrej Majcen, Mariborčan, Salezijanec, veliki misionar, in tudi tukaj imamo njegovo sliko, konec koncev, ja, svetost med nami. Imamo dvorišče prijateljstva, se pravi igrišča, veliko ambientov, prostorov, kjer se povezujemo. Zelo zaupamo tudi v Marijo, tako da je to eno Marijino zavetje, zavetišče tukaj, krasi nas vsakdanje veselje, ustvarjalnost, razvoj različnih darov in talentov in, kot smo tudi rekli, prihodnost hvaležnosti, upanja in ljubezni, kar želimo, se pravi, odgovoriti na izzive tega prostora. Sogovornika sta razložila tudi, kako cerkev vpliva na življenje mladih in družin, ki prihajajo v ta prostor v tem času. Zelo zanimiva je struktura ljudi, ki prihajajo k bogoslužju, ki se tukaj zbirajo tudi sicer. Veliko je torej družin z majhnimi otroki, potem pa tudi teh, ki prihajajo sem, ker njihovi mladostniki se počutijo sprejete oziroma aktivno vključene v te naše programe. In vsekakor ta Don Boscov preventivni vzgojni sistem sega tudi dalje, ne samo znotraj naših zidov te župnijske skupnosti. To pomeni, prehaja tudi v družine, tudi v njihov stil življenja. Želeli bi si, da bi tudi ti otroci, ki prihajajo zgolj k verouku in ki njihovi starši so morda nekoliko bolj oddaljeni, da preko njih začutijo to, da je Don Boscov duh nekaj več, da to ni samo nek lik, ki živi v knjigah, nek lik, v katerem sanjajo morda salezijanci, ampak nekaj, kar je uporabno dandanes v vsakdanjem življenju. In to Don Boscov stil vzgoje je eden tistih, ki imamo otroke, ki smo starši, lahko da nekaj več, in to je tisto, na čemer bi radi gradili, da bi naša župnijsko občestvo, naša cerkev rasli v tem smislu, da bi zaobjela čim več družin. Ker če je družina zdrava, če se otrok v družini počuti sprejetega, če tudi starši vedo, da nekaj, kar storijo, delajo prav, potem bo tudi družba imela nekaj od tega. In nenazadnje ne delamo zgolj nekaj zase, ampak bi radi storili tudi nekaj za mesto, da bi mesto Maribor tudi zaradi in po zaslugi Salezijancev in Don Boscovega centra v Mariboru morda postala mladim prijazno mesto, v katerem imajo mladi razvite neke vrednote. Prej smo slišali, da krščanske vrednote v Mariboru niso ravno na zelo visoki ravni, oziroma peščica je tistih, ki dejansko živi to, za kar se opredeljuje. In prav je, da ohranjamo tradicijo, da to tradicijo posodobimo, da ji damo priložnost tudi v družini in da znotraj sodobnih tokov tudi te vrednote zaživijo. Za te se trudi že Janez Bosco in se trudimo naprej tudi mi, vsi, ki smo tako ali drugače aktivno vključeni v njegovo promocijo, v življenje župnije in vsega ostalega. Tako mogoče tukaj še dodam, se pravi, Salezijanci ne delamo samo na župniji, ne? In smo tukaj v Mariboru z nekim namenom. Če rečemo, ki ga pa še nismo tukaj dosegli, ne? V polnosti, kar želimo.
veliko salezijanskih ustanov po svetu se ukvarja z mladimi, ki niso katoliki. Oziroma, če rečemo, od tistih 2 milijona in še nekaj, kjer jih je, jih je 90% nekatolikov ali še celo več. Vendar povsod te ustanove ogromno prispevajo k razvoju družbe. Kajti mi verjamemo v paradigmo vzgoje, ki je vzgoja srca, se pravi, ki v kraju in v mladih in v družinah in nenazadnje tudi v starejših zbuja potenciale, ki so potrebni za to, da se promovira dobro. Se pravi, da ne zmaguje slabo, ne kriminal, ne revščina, individualizem in tako naprej, ampak da verjamemo v skupnost. Zdaj to prebuditi v okolju, se pravi, nimaš sredstev. Večinoma delamo samo s prostovoljci, zdaj tukaj peščico, če rečemo, animatorjev, sodelavcev, ampak kljub vsemu vztrajamo. Želimo ustvariti tudi skupnost oseb, vzgojno okolje, to je tudi versko okolje, ki spodbuja k sodelovanju in rasti. To je ta skupnost in zaupanje, kot sem že večkrat omenil, da vsak človek nosi v sebi seme dobrega, ne samo človek, čas, ker dostikrat kritiziramo čas, v katerem smo in smo črnogledi. Ne, ta pogled ustalega Kristusa, ki je ostal, ki je Don Bosca tako prežemal in ki je bil njegov ideal, naj bi presegal tudi naš pogled na konkretno situacijo, stvarnost, okolje, se pravi, povsod se da. Povsod je prostor za to. In mogoče, da tudi ta cilj same pedagogike, ki jo recimo gledamo tudi v naših osnovnih šolah, srednjih šolah, jaz se ne bi povsem strinjal, zaradi tega, ker vzgojo enačimo z izobraževanjem, z razumom, z potem nekim usmerjenim efektom, ki bo na koncu. In mislim, da prav ta vzgoja nima tega pravega srca. Se pravi, cilj je zmerjeno znanje in naši mladi so dostikrat siti take šole. Pridajo izčrpani in iz njih delamo včasih tudi psihično krhke in tudi preživetveno in praktično skoraj nezmožne osebe za življenje. Zaradi tega, ker se poudarjajo samo nekatere dimenzije, ki so v bistvu izobraževalne, niso pa vzgojne. In o paradigmi vzgoje, ko govorimo, ne moremo jo gledati strani izobraževanja, ampak strani, če rečemo, srca, notranjih potencialov človeka. In mi verjamemo v tako vzgojo. Se pravi, zato imamo tukaj Don Boscov center, ki obsega župnijo, ki obsega Salezijanski mladinski center. Če bi rekli, ne samo župnija, ne, za nas ni dovolj župnija. Mladinski center, ki gre na odprta obrobja, ki zajema, se pravi tudi revne, take, ki prihajajo, ni treba, da so katoliki, sprejemamo vse, vendar pa želimo ustvariti tudi če rečemo z našimi pravili, eno varno okolje. Se pravi, kakorkoli pa je neka struktura, ki je okolje, da je okolje varno. Prostor druženja, veselja, gotovo je tudi župnija, recimo, ki ponuja sodobne možnosti, kot je že Andrej povedal. In eden, recimo, najbolj prepoznavnih mladinskih centrov tukaj v Mariboru, sem prepričan, ker je ekipa prostovoljcev, animatorjev, ponujamo zimski oratorij, recimo, poletni oratorij, razne programe, kjer lahko otroci pridejo, so tukaj varni, odnesejo nekaj od tega. V tem smislu je zaenkrat naš prispevek, oziroma naša dodatna vrednost. Kako pa danes uspevajo ustvarjati občutek doma in pripadnosti za mlade? In kaj najrazličnejše dejavnosti pomenijo za razvoj mladih in povezovanje skupnosti? Andrej Knez. Če gradimo kar naprej iz preteklega pogovora, dom je eden od tistih 4 stebrov, ki ga želimo tukaj poustvarjati oziroma ustvarjati, kakor
iz domačega okolja vemo, da kjer je človek sprejet, kjer je sam aktivno vključen v neko dogajanje, tam lahko dom nudi tudi neko rast, neko oblikovanje osebe, nekaj pozitivnega za življenje. In to je pač tisti temelj občutka domačnosti, ki ga želimo vzbuditi. Zdaj, kako do te domačnosti priti, pa je več različnih poti. Zagotovo je nam najbližja ta pot preko igrišča, preko mladinskih programov, preko nekih dogajanj, ki niso zgolj in neposredno vezana na župnijsko življenje oziroma morda zbiranje ob oltarju, kot pri sveti maši in podobnih bogoslužju. So neke momenti, preko katerih mi vzpostavljamo ta občutek domačnosti. In to, kar je bilo že slišano, naši animatorji, prostovoljci, so tisti, ki lahko praktično doprinesejo največ. Oni prihajajo iz okolja, kjer živijo družinsko življenje, hkrati to družinsko življenje prepletajo z morda tudi tistimi na obrobju, in tisti, ki na obrobju začuti, da je sprejet, da je ljubljen, da je tukaj nekaj vreden, tisti bo tudi se odprl, dal priložnost, da ga nagovoriš tudi v ostalih segmentih. Eden od teh segmentov je vsekakor tudi duhovnost, ampak ni pa to prvi korak. Včasih je potrebno popreti za kak drugi instrument, da ti vzpostaviš to domačnost. In tudi s temi, kot je bilo prej omenjeno, ki niso katoliške vere, ki prihajajo v naše okolje, je prvi ta stik, je domačnost, to, kar izvira potem tudi iz te besedica dom. In ko je človek nekje doma, se tam zakorenini in je tista osnova že zastavljena, potem ga samo še preoblikujemo. Preoblikujemo pa vsekakor v dobro. Želimo, da preko teh naših dejavnostih k nam ne bi vstopal nek negativen duh, ampak da bi naš duh premagal tistega, ki je slabši. Zdaj 4 stebri nam pa pri tem pomagajo, o teh smo danes že večkrat spregovorili. Šola, to pomeni neko izobraževalni programi, na župnijski ravni je to verouk, na neki drugi stopnji je pa tukaj priložnost za šolske inštrukcije, za športne aktivnosti, ki se prepletajo potem tudi z igriščem, dvoriščem. Potem imamo tudi tukaj šolo cirkusa recimo, potem imamo najrazličnejše športne tekmovalne in netekmovalne oblike udejstvovanja. Potem je glasbeno področje, ki je zelo močno in izvira tudi že iz Don Boscovih časov. On sam je veliko stavil na godbo, na instrumentaliste, na prepevanje, ker glasba tudi mlade zelo združuje. Tudi pri nas se zelo trudimo, da bi glasba dobila svoj pomen, se pravi z tečaji, poučevanjem kitare, z vključevanjem otrok v otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor. V preteklosti se je ta župnija veliko ukvarjala tudi z malo manj znanim področjem, to pomeni z duhovno-ritmično glasbo. Tukaj je bil prirejen tudi prvi festival duhovne ritmične glasbe v Sloveniji, ki je potem prerasel okvire mesta. Sedaj poteka že vrsto let, se že šteje v desetletjih. In potem je področje drame oziroma gledališke igre, ki je tudi v Don Boscovem času imela velik poudarek. Otroci se najdejo, kadar poskušajo odigrati neko igro, mi jih vključujemo predvsem ob priložnosti božiča v igro pred božičnim dogajanjem, potem jih vključujemo v pripravo Miklavževe predstave, kjer otroci aktivno pripravijo neko gledališko dramsko igro, krajšo sicer, ampak so aktivno vključeni in s tem vzpostavimo lažje to domačnost z njimi. In steber župnije, cerkve je pa tisti, kjer pa otrok je že toliko domač, da lahko pristopi tudi k redni katehezi, kar pomeni, da prihaja vsak teden k temu tako imenovanemu verouku, ki pa ima pri nas, pri salezijancih, morda tudi mogoče nekoliko drugačen pridih kot v kaki klasični župniji.
Veliko namreč delamo na tem, da so otroci aktivno vključeni v katehezo, da jo prepletamo z likom svetega Janeza Boska, s poudarki njegove vzgoje, prepletamo to samo katehezo z športnimi aktivnostmi, vključenosti v neke dodatne skupine in tukaj otrok širi neke svoje talente, ki jih tudi potem lahko v ostalem okolju živi naprej. Ko otrok tako domač, da je tukaj upa biti to, kar je, potem mi dosegamo to svoje poslanstvo, to svoj cilj. Kako pa sodelujejo z zakonskimi skupinami, z družinami, da se ta tradicija ljubezni in podpore nadaljuje v sodobnem svetu, župnik Marko Košnik? Ja, tukaj imamo 3-4 zakonske skupine, se sestavljajo počasi. Zdaj, želje je tukaj na tem področju narediti še več. Je res, da se tukaj še kakšna zakonska skupina dobiva tudi zaradi prostorov in ambienta in tudi zaradi tega, ker z otroki prihajajo sem k sveti maši. Če pogledamo mogoče strukturo obiskovalcev pri nedeljski sveti maši, recimo ob 10:30, koliko mislite, da je povprečna starost? No, tukaj recimo povprečna starost, jaz na pamet govorim, ampak je gotovo pod 40, ne? Se pravi, zelo živahno, zelo živo, se včasih tudi malo glasno med mašo, ampak to je del, če rečemo, tega sprejema gostoljubja in tudi razumevanja in iti naproti mladim družinam. Nenazadnje tudi struktura je tako narejena od parkirišča, lahko pride z vozičkom brez kakršnekoli stopnice direktno do cerkve, kjer imaš tudi kar nekaj lepega prostora, kjer lahko otrok ima tudi nekaj možnosti za gibanje, kar je recimo neka objektivna prednost ali danost, ne? Po drugi strani pa zdaj, kako pri nas živijo zakonske skupine, gotovo, ko se tukaj srečujejo, so potem povabljene, recimo zdaj naslednja, tudi Andrej je del druge zakonske skupine in prav v tem tednu bodo pripravljali projekt, ki je Don Boscov srečelov. In zdaj je potrebno zbrati dobitke, organizirati in tako naprej nedeljo. Potem dostikrat so zakonske skupine vključene v župnijska praznovanja. Se pravi, pripravijo kanapeje, poskrbijo za postrežbo, pripravijo mize, ogromno je režije. Po maši imamo, recimo, kar je zelo zanimivo, tukaj po vsaki nedeljski maši oziroma pri tisti zadnji nedeljski maši imamo tako imenovano gostoljubjo kavo, kavo in še kakšne piškote, tako da zato vedno poskrbi kakšna družina, nekaj prinese od doma, potem tukaj skuha kavo in to je za 100 do 200 ljudi, se pravi kavo, čaj in tako naprej. Zdaj v poletnem času od zunaj, po zimi se selimo v mladinski center, ki sicer malo manjši, ampak kakorkoli. Ampak to je zato namenjeno, da se po sveti maši ne razbežimo, ampak ostanemo med seboj, se pogovarjamo, se družimo, toliko besed, spoznavanja in vsega tega lepega. In tudi to je del, če rečemo, te družinske pastorale. In tudi tukaj, ko vidite recimo ta notranje dvorišče okrog kipa Janeza Boska pod lipo, tečejo otroci, se igrajo, se prepletajo med seboj, tako da je takoj en živ žal, en vrvež in je lepo gledati, se pravi, tako skupnost. Mogoče nekdo, ki prihaja iz neke druge župnije, ki je malo bolj klasična, pride sem in reče, saj tukaj pa vidim eno prihodnost, saj še ne bomo izumrli, saj je še nekaj otrok, poglej, koliko jih je, družin z večjimi otroki, 3-4 otroci, tako naprej. Je en prostor upanja, en prostor veselja, V tem smislu se mi zdi, da lahko dodamo, kar se pa tiče mogoče še dela z družinami, je pa ena bolečina, tudi mogoče zdaj v zadnjem času pripravljali smo že vrtec. Tukaj en del naše stavbe je še vedno v surovem stanju, če tako rečemo, čakamo na neko res tako naše poslanstvo, razmislili se tudi o šoli in tako naprej. Dobro, prišli smo do ideje vrtca, ker smo že finiširali to idejo, vendar je potem zdaj prišla ta nova novela, ki nas je, ustavila na nek način, favorizira, če rečemo, javni sistem vrtcev in zdaj smo tukaj v nekem precepu, kaj storiti naprej. Veseli smo,
V tem letošnjem letu je prišla v naše prostore gostovati šola Gustav Šilih, se pravi z učenci s posebnimi potrebami. Tukaj so 4 skupine, v istih prostorih veroučnih in tako naprej, dopoldne ves dan, popoldne samo zamenjamo, pa pridejo verukarji. Se pravi, če bi imeli večji prostor, bi jim lahko tudi več ponudili, ampak mi finančno nismo zmožni. Pripravljeni smo bili tudi investirati recimo v vrtec, s tem priti naproti tolikim družinam, ponuditi mogoče še eno drugo opcijo če rečemo v viziji podpore celotni družini, ne samo vrtca, vendar če smo bili na tak način ustavljeni tudi za neko nepodporo, če rečemo formalno vsa ali pa neko zavezo, da nas bo recimo okolje podprlo, politično pa nas zaenkrat ne podpira oziroma pač saj ne čutimo te podpore. Tako da v tem smislu vidimo že kar precej izzivov in smo v nekem stanju, se pravi, nadaljnega iskanja. V okviru dela z družinami mogoče še velja omeniti, da pripravljamo tudi tako imenovan družinski oratorijski dan, načeloma 2-krat letno, v katerem to je dan, ki je posvečen celotnim družinam, se pravi, pripravimo program tako za več starostnih skupin otroških, kot tudi za starše, povabimo enega od predavateljev, pripravimo vsebine, ki so njim blizu, da se na tak način nekako bolj povežejo med seboj, pa tudi spoznajo to okolje. To je zelo dobro obiskano, veselimo se ponovnega srečanja v okviru tega. Potem pa mogoče še tako sodelovanje z družinami so tudi ti počitniški programi, zato ker veliko staršev iz tega okolja, ki so zaposleni, išče možnost, kam oddati otroka, ne vem, stari starši ali so še v službi ali so oddaljeni ali kakorkoli in nimajo možnosti varstva. Zato je zelo dobrodošel ta oratorijski program, ki poteka tako v poletnih mesecih, kot tudi v ostalih počitniških dneh. En del je aktivno organiziran, načeloma 14 dni, prvih 14 dni poletnega počitniškega druženja je oblikovano kot oratorij, so pa posamezni tedni, ko pa nudimo tudi varstvo za osnovnošolske otroke. Je pa vsa stvar zastavljena tako, da funkcionira na podlagi prostovoljstva, mladi animatorji sprejmejo ta izziv, prostovoljno darujejo svoj prosti čas in na ta način oblikujejo oziroma stopijo bliže tem družinam, ki potrebujejo varstvo. Enkrat letno pripravljamo člani zakonskih skupin tudi program, ki je namenjen celotni družini, se pravi vikend, v katerem se zberejo družine, ki bi želele morda kaj več za svojo in duhovnost in svojo povezanost. Če se namreč otroci povežejo med seboj enako misleči tudi v okolju, ker se sicer srečujejo, lažje funkcionirajo, vedo, da niso sami v svojih prepričanjih, v svojih nazorih. In enako velja tudi za zakonce, ko enkrat spoznajo možnost druženja, zelo radi in v velikem številu se vračajo na te vikende, ki so zelo dobro obiskani in zelo hitro prebukirani, tako da smo veseli, da ta krog tudi živi. Tako kot živi to druženje po nedeljski sveti maši in je priložnost, da se zakonci med seboj povežejo, se povežejo tudi celotne družine, ne samo starejši, ne samo otroci, ampak je tudi druženja veliko tudi izven tega dogajanja znotraj župnijskega občestva. Pa še dodaja Andrej Knez. Don Boscov center v Mariboru deluje tudi kot prostor upanja in prijateljstva. In kaj pomeni biti prostor upanja? Ja, upanje je najprej milost. Ena sila, ki je človeku podarjena, če je odprt. In če si odprt, se pravi, takrat si tudi odprt za novo. In želimo biti tudi tukaj v tem središču odprti za različne pobude. Zato je, če rečemo, tudi naš prostor upanja. In v središču te ustanove, kot smo rekli, je cerkev, ne? Evharistija, tabernakel, tam je tudi kip Marije, 2 stebra, med katero želimo zasidrati to našo ladjo, da bi bila varna. In najprej je to prostor sprejemanja, gostoljubja, veselja, zato je tudi pri nas vsak dobrodošel.
vendar, če rečemo, tudi z osnovnimi pravili spoštovanja, obnašanja, odnosa in tako naprej. Ko smo zmožni zagotoviti ta varen prostor, to varno okolje, potem postane tudi to prostor upanja, spoštovanja, prijateljstva. Tako v tem smislu vidim, da je recimo to res en prostor generacij, kjer se srečujemo, se pravi ne prostor nekega nasprotovanja, deljenja, naši, vaši, grajenja skupnosti, velikega zaupanja tudi v same osebe, ki so, se pravi tako mlade, starejše in vse, ki prihajajo. In to je neka moč, ki jo želimo tukaj spodbuditi. Vsekakor pa seveda, kot sem rekel, pred nami so številni mogoče tudi izzivi samega okolja, kako odgovoriti, tudi finančni, tudi druge podpore. Vemo, da je ogromno dela, ki je prostovoljnega, zato smo dostikrat vedno na nekem novem začetku, ker zelo težko ustvarjamo neke daljnoročne sisteme, ki bi bili podprti in na ta način recimo res sistematično pristopili do določenih dejavnosti, kar zaenkrat se pravi nam ni omogočeno ali pa še ne zmoremo v tej obliki. Kakorkoli, kljub vsemu pa verujemo in upamo. In upanje nas povezuje. Upali smo od prvega dne, ko je bila ustanovljena župnija, da bomo dočakali cerkev, in ker smo upali in vztrajali v molitvah, v prizadevanjih, smo jo tudi dočakali. Upanje pravijo, da umre zadnje, in mi upamo, da delamo nekaj dobrega, zaupamo v to, da delamo nekaj dobrega, in če imamo to zaupanje in vztrajnost, si prizadevamo, jaz mislim, da je tudi prihodnost družin v Mariboru svetla, da ne smemo gledati vsega negativno, da vsakdo, ki je tukaj dobrodošel, ima priložnost, da naredi nekaj zase, nekaj za svojo družino, ne nazadnje pa tudi za celotno skupnost. Spoštovani, s tem tudi končujemo tokratno oddajo Sledi večnosti. Pripravili smo jo oblikovalka zvoka Klara Otorepec in novinarka Jasmina Bauman. Prijazen pozdrav in naslišanje. Sledi večnosti.